Kaj je alternativna razlaga učinkovitosti? Če govorimo o podjetjih, je navadno znano, da ko govorimo o učinkovitosti, govorimo o tem, kako čim več dela sprovesti, kako čim več denarja zaslužiti. In je pač to glavni fokus, da je to pač sprovedeno in da se to doseže in potem smo pač uspešno podjetje, učinkovito podjetje. Kar se dostikrat dogaja, kar opažam potem v firmah, da ko je fokus sam na delu in sam na zaslužek, se potem dostikrat dogaja, prihaja do kakšnih konfliktov med sodelavci, prihaja do izgorelosti dostikrat, do kakšnega sovražnega govora, pač na hodnikih podjetja. In kaj je zdaj tle alternativa? Alternativni pogled na učinkovitost se v bistvu nanaša na to, kako lahko zadovoljimo čim širši spekter vseh ljudi, ki so zaposleni v podjetju, v čim krajšem času in da upoštevamo tudi okolje. Se pravi, kako smo lahko fokusirani na delo, na delovno učinkovitost, kako smo lahko fokusirani na zaslužek in obenem, kako lahko tudi vključujemo potrebe po miru, potrebe po prijateljstvu, kolegialnosti, potrebe po zdravju, po spancu. Kako lahko v bistvu smatramo, da smo kot podjetje, kot tim, kot ekipa zares učinkoviti takrat, ko nekako postavimo na isti pladenj tudi ostale potrebe. Ko lahko na isti pladenj damo čim večje število potreb vseh zaposlenih in skušamo na podlagi tega zavedanja, da smo tle kot ljudje noter prisotni v tem organizmu, v tej ekipi, v tem podjetju, da se zavedamo, da si želimo, da je čim več naših potreb zadovoljenih. Enako velja za potrebe direktorja, menedžerja, zaposlenega. Vsi smo ljudje, vsi imamo pač potrebe. In zakaj ne bi ustvarili takih okolij in takih sistemov, takih sistemskih postavitev podjetij, ki so fokusirane na zadovoljitev potreb.